Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Naš gost je predsednik Gregor Virant. Zdaj, kako pa, ko smo blažje pri Zboru za Republiko, kako pa potem ocenjujete recimo te zbore za Republike, ki potekajo v bistvu po Sloveniji in ki so pravzaprav zelo ostri do vas in govorijo o zaroti, o izdaji in v bistvu lahko bi pravzaprav kar precej citatov našla iz teh. Glejte, prvič Zbor za Republiko se je po mojem odhodu pomaknil strogo v desno in jaz ga v zadnjem času vidim, bom zelo direktno rekel, kot neko intelektualno orodje ene politične stranke, ne? Kar na noben način ni dobro. Zdaj to, da se okrog teh dogodkov, ki so se zdaj zvrstili, predvsem mislim na poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, razvijajo neke teorije zarote, je po mojem popolnoma napačen pristop. Treba je zgrabiti bistvo problema, treba je razumeti bistvo problema. Bistvo problema je v tem, da dva pomembna funkcionarja v tej državi, tu ni problem samo gospod Janša, tu je problem seveda tudi gospod Janković, nista prestala nekega elementarnega testa integritete pred komisijo, ki je za to pristojna. Zakon, ki ureja delovanje komisije, je veljaven. Nihče ga v zadnjem letu ni poskušal spreminjati, ni izpodbijal pred ustavnim sodiščem. 1 leto menda je trajal ta postopek preverjanja premoženja in dva funkcionarja pač tega testa nista prestala. In ta test, ta standard je pomemben. Glejte, pomembno je, da smo najvišji funkcionarji v državi v tem smislu, premoženskem smislu čisti. Kajti drugače je državljanom dan izjemno slab zgled. Glejte, če mi zamahnemo z roko in rečemo, sej ni važno, če predsednik vlade ali pa predsednik najmočnejše opozicijske stranke in župan glavnega mesta ne prijavljata svojega premoženja tako, kot zakon veleva, zamujata ali pa sploh ne prijavita napačno vrednost. Ali še huje, da potem, da kdo od njiju ne zna pojasniti, odkot premoženje. Ali pa da predsednik vlade recimo prinese 40 000 evrov gotovine, vrže na mizo in odpelje nov avto, potem pa pristojni komisiji ne pojasni, odkot mu ta gotovina. Glejte, kakšen zgled pa to daje ljudem? Kaj pa to sporoča ljudem? Državljanom to sporoča, da je vse dovoljeno. Ne? Naslednjič, ko bodo morali nek davek prijaviti, bodo rekli, zakaj bi pa jaz prijavljal, če predsedniku vlade ni treba, če županu Jankoviću ni treba, če se ona dva lahko izvlečeta iz tega. Ampak zdaj seveda vrnili so vam z očitkom, da ste vi najmanj poklicani, da bi v bistvu moralizirali o teh zadevah, ne, to je bil eden od očitkov, ne, ravno zaradi tiste afere oziroma ravno zaradi teh nadomestil, izplačila nadomestil, ne, v bistvu, ne, kako odgovarjate na to? Odgovarjam, da tu sploh ni pomembno, kdo o tem govori. Glejte, sej ni važno, lahko, da sem za koga nekredibilen, lahko, da mi kdo ne verjame, sploh ni problem v tem. Problem je v dejstvu, da to poročilo obstaja in da ne moremo zamahniti z roko. O tem so govorili tudi uveljavljeni pravni strokovnjaki, o tem je govoril dr. Pirnat, o tem je govoril dr. Cerar. Če sem problem jaz, da nisem jaz pravi, ki na to opozarja, se so na to opozarjali tudi drugi. Če pa že govoriva o tistem mojem starem primeru. Ne? Prav Komisija za preprečevanje korupcije, še pod vodstvom gospoda Draga Kosa, je obravnavala tisto moje nadomestilo in ugotovila črno na belem, da ni bilo nič narobe. Ugotovila je, da bi bilo vse korektno, torej to, da bi bilo kaj nezakonito, itak mi nikoli nihče ni učitelj, da bi bilo v kakršnemkoli drugem smislu kaj narobe, tudi niso ugotovili. Ugotovili pa so, da je zakonska ureditev pomanjkljiva. In jaz sam sem se zavzel v tem sklicu parlamenta, ko sem postal predsednik, da se je ta zakonska ureditev spremenila. Sam sem predlagal zakon, moja stranka je predlagala zakon in zakon o nadomestilih je bil sprejet. Ampak zdaj, če se vrnemo še malo na te aktualne zadeve, ki so se sočasno zgodile s tem poročilom KPK, zdaj velika zgodba, ne, ki je bila na mizi takrat, o kateri ste vi tudi prej rekli, da pri tem Slovenskem državnem holdingu pa niste bili več pripravljeni v bistvu na ta kriterij, strankarski kriterij, ampak da se ta kriterij spremeni. A bi potem, če
recimo hipotetično govorimo, če se recimo KPK ne bi zgodil in bi potem vseeno šla ta kadrovska zadeva pri državnem holdingu, bi isto počelo v koaliciji. To se precej špekulira, da je pač razlog državni holding pa slaba banka oziroma predvsem te kadrovske zadeve pri imenovanju nadzornikov za slovenski državni holding. Tu je precej bistvo ugibanja okrog tega in špekulacij. Zelo težko ocenim, ali bi počelo ali ne bi počelo. Vem samo to, da sem bil že davno odločen, da pri slovenskem državnem holdingu vztrajam do konca. Pri čem? Pri imenovanju neodvisnih in vrhunsko kompetentnih nadzornikov. Pri imenovanju nadzornikov, ki imajo pod A vrhunska znanja, ki bodo sestavljali komplementaren tim, se pravi, da bomo imeli v nadzornem svetu strokovnjaka za finance, za kadre, za revizijo, za poslovno odličnost in za druga vprašanja. In pri tem, da morajo biti to ljudje, ki so neodvisni v tem smislu, da imajo lastno hrbtenico in da bodo odločali za dobro države in za dobro upravljanje državnega premoženja, ne pa, da bodo hodili po navodila v kabinet predsednika vlade ali k kakšni politični stranki. Torej, jaz sem želel, da v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga državni zbor ne imenuje nekih strankarskih predstavnikov, ampak neodvisne ljudi s kompetencami in integriteto, ki ne bodo strankarski predstavniki. Zdaj, zanimivo je, da na ta sestanek, takrat, ko je bil sklican, mislim, da ta sestanek da je prišlo potem, že po poročilu do tega sestanka, tudi Lukšičeve liste, Lukšičevega SD-a ni bilo, in SDS-a se niso potem odrežili. Kako sploh zdaj, a bo v petek, a bo imenovani ti nadzorniki zdaj ta teden ali ne, v bistvu ne? Mislim, bojim se, da ne. Situacija je tako, bi rekel, nepregledna in nejasna, da zelo dvomim, da se bo nabrala neka večina, ki bo podprla zadostno število nadzornikov. Žal mi je, da je moja ideja padla v vodo, da jo je SDS bojkotirala, da je tudi SD bojkotirala. Moja ideja je bila preprosto ta, dajmo se vsi predlagatelji najprej dogovoriti o najvišjih možnih standardih, potem dati na mizo, torej predlagati kandidate, se potem z vsemi temi kandidati pogovoriti in skupaj izbrati iz nabora kandidatov najboljše. Zelo preprosta ideja in jaz mislim, da se tako kadruje nadzorni svet v eni srednji veliki firmi, kaj šele v slovenskem državnem holdingu, ki bo upravljal z 10 milijardami državnega premoženja. To niso heci, to je najresnejši kadrovski postopek vseh časov, kar jih je bilo v Sloveniji in ne moramo delati to na horuk in po domače. Se bo zdaj, mislim, to je novinarji, ki pač spremljajo to dogajanje, so posebej pozorni na to imenovanje oziroma na ta dogajanja v zvezi z imenovanjem nadzornikov državnih holdingov, pravijo, tu se bo pokazala nova večina ali pa ta stara večina. In a je ta nova večina že, mislim, tega sredinskega trojčka in nekaj že oblikovana, že tako daleč v teh pogovorih ali ne, v bistvu ne. Mislim, da lahko recimo ta potem nova večina imenuje nadzornike državnega holdinga ali bo se čakalo, da se bo ta večina oblikovala. Očitno, kot ste rekli, ta sedanja vlada ne bo mogla svojih predlogov skozi spraviti v parlamentu. Ja, to teorijo sem že slišal, da naj bi glasovanje o holdingu že nakazalo neko bodočo koalicijo. Ne verjamem, da bo to tako. Zato, ker vem, da za svojo stranko, za državljansko listo, da bo poslanska skupina v resnici gledala na kvalitete kandidatov in da tukaj ne bomo sklepali nekih kupčij z drugimi poslanskimi skupinami. Tu ni kompromisa, veste, preveč odgovorna odločitev je, da bi tukaj sklepali neke kompromise. Najboljše ljudi moramo postaviti ali pa nič, ali pa raje odložimo vse skupaj za mesec ali pa dva. Preresna, preveč odgovorna zadeva je. Odložite, da se oblikuje ali neka nova večina v državnem zboru ali da pride do predčasnih volitev. V bistvu zdaj, če malo analiziramo te pogovore, v bistvu zdaj nek vtis vendarle imate po teh več pogovorov je bilo in samega trojčka, tega sredinskega, to se pravi ljudske stranke, Desusa in vaše stranke in
pogovori so bili tudi z pozitivno Slovenijo. Ne? Mislim, kaj je pravzaprav problem, da se neka nova večina ne oblikuje, v bistvu? Oziroma, kako se bo ta scenarij razpletel? Vi ste v enem intervjuju, mislim, da za Večer rekli, da Janez Janša bo šel, samo da tega še ne ve. Ne? V bistvu, to se pravi, morate vendarle imeti nek way out, kot bi se temu reklo. Nekaj se na vsak način mora zgoditi. Zame osebno je prioritetna solucija volitve, torej predčasne volitve, vendar sem že rekel, ključ do predčasnih volitev ima v rokah predsednik vlade. Če bi on vložil zaupnico danes, jutri, bi lahko 10. 15. aprila najkasneje imeli volitve in situacija bi se razčistila. Pa ste vi naklonjeni, po teh pogovorih ste res naklonjeni tej rešitvi? Če bi šli hitro na volitve in potem hitro sestavili po volitvah vlado, bi bil temu naklonjen. Veste zakaj? Zato, ker se mi zdi ob vseh teh spremenjenih okoliščinah, poročilo KPK, demonstracije in protesti, ki smo jih imeli, bi bilo to do ljudi, do volivcev, volivk nekako najbolj pošteno. Ne? Stvari so se toliko spremenile, da bi morali dati ponovno pravico, možnost, da izbirajo. Ne glede na to, kakšen bi bil rezultat, tega lahko ne vemo, nihče ne more. Lejte, ni prav, lahko bi bil podoben, lahko bi bil drugačen. Brez, če pustimo ob strani kalkulacije, nekako pošteno do ljudi bi bilo. Kaj pa za državo najboljše? Zdaj pa, če grem naprej, ne? Ker se predsednik vlade očitno ne bo odločil za to, da bi uporabil ta ključ do predčasnih volitev, oziroma da bi vložil vprašanje zaupnice, se seveda pot do predčasnih volitev zelo zaplete. Zelo zaplete in bi lahko trajala še bistveno dlje. Tukaj smo pa že govorimo že o nekih obdobjih, ki bi bila pa lahko za državo zelo riskantna. Mislite zaradi teh projektov, o katerih se govori, to se pravi reforma trga dela oziroma predvsem ratifikacija pridružitvenega sporazuma, potem govori se še o projektu spremembe referendumske zakonodaje, ampak verjetno to ni v bistvu usodna referendumska zakonodaja, verjetno ne bo usodna za to državo, ne? Ampak kaj se vam pa zdi tisto usodno, zaradi česar pa bi neko vlado morali imeti v bistvu v tem času? No, kratkoročno je prav gotovo najbolj usodno reševanje ratifikacije hrvaške pristopne pogodbe. Torej, tukaj mora v zelo kratkem času priti do dogovora o odprtem vprašanju varčevalcev Nove Ljubljanske banke. Torej, Hrvaška mora umakniti pooblastila za tožbe, ki jih je vlada dala komercialnim bankam. Ta dogovor mora biti sklenjen in hrvaška pristopna pogodba ratificirana. Torej, ne Slovenija, ne Hrvaška si ne moreta privoščiti, da bi Hrvaška zaradi tega nerešenega spora ne vstopila v Evropsko unijo s 1. julijem. To bi bilo izjemno slabo za eno in za drugo državo in jaz mislim, da je to tako močen, bi rekel, pritisk ob misli na vse posledice, ki bi nastale v tem primeru, da bo tu do nekega dogovora prišlo in da bo hrvaška pristopna pogodba ratificirana pravočasno. To je najbolj nujna stvar ta trenutek. Vse ostalo so pa seveda reforme oziroma projekti, ki morajo teči naprej. Sanacija bank, reforma upravljanja državnega premoženja, reforma trga dela, nadaljevanje uravnoteženja državnega proračuna in pa ena stvar, ki pa jo je Janševa vlada nekoliko zanemarila. To so infrastrukturni projekti. Torej projekti, ki bi jih po modelu javno-zasebnega partnerstva morali čim prej realizirati, pridobiti investitorje, na ta način zagnati gospodarstvo in odpreti delovna mesta. To so nekako ključni projekti, ki čakajo vlado, to ali pa naslednjo. In jaz mislim, da v slovenski politiki tako globoko zavedanje o nujnosti teh projektov. Razhajanja so v finesah, pa v sposobnosti izvajanja tega, da bomo to tako ali drugače, v tej ali drugačni kombinaciji delali. Ampak zdaj seveda Janez Janša ne bo odstopil, ne, v bistvu, ne, to je tudi sam povedal in potem pravzaprav ostane malo možnosti, možna edino konstruktivna nezaupnica, ne, v bistvu, konstruktivna nezaupnica z novim mandatarjem, če bi hoteli, in to tudi on želi, da se ga zamenja, v bistvu, ne pa da on sam odstopa, v bistvu, ne. Ja. Ker pravijo, da bi s tem
priznal krivdo na nek način, če bi odstopil. To je nekako argument. Ta argument me sicer ne prepriča, ampak ja, tako kot pravite, očitno ne bo odstopil, očitno ga je njegova stranka nekritično vzela v bran in dejansko ne bo niti odstopil in niti ne bo vložil zaupnice. In tu je pa dobro, da vsi poznamo, tudi ljudje, ki jih zanima, kaj se bo zgodilo v tej državi, da razumejo našo ustavno ureditev. Torej, če Janša sam ne odstopi ali ne vloži zaupnice, ki bi mu padla in bi potem vlada posledično padla, torej, če se Janša ne umakne na ta način, potem je dejansko edina rešitev konstruktivna nezaupnica, postavitev novega mandatarja. Torej, dogovor med čim več parlamentarnimi strankami, najlepše bi bilo, če bi bila to ena velika večina, recimo 2/3 večina, to bi bilo prekrasno, dogovor med strankami o ključnih projektih, o neki prehodni vladi ali tehnični vladi ali prehodni vladi, kakorkoli jo že imenujemo, ki bi popeljala Slovenijo do volitev, ki bi bile lahko recimo spomladi naslednje leto, oziroma skupaj z evropskimi volitvami. Ja. Pa mislite, da je možno do te večine priti ali ne, ali bo v bistvu glede na te prve pogovore, glede na pogovore samega trojčka in pa Pozitivne Slovenije. A je recimo umik Zorana Jankovića oziroma recimo nek kongres, izreden kongres Pozitivne Slovenije in imenovanje novega predsednika, gospe Bratuške, ki ima sicer pooblastila za vodenje stranke, a bi to bil tisti moment, ko bi se ta koalicija oblikovala ali ne? Ne poznam točno teh pogovorov. Ja, torej, konstruktivna nezaupnica in dogovor o projektni vladi, prehodni vladi, kakorkoli jo imenujemo, seveda zahteva veliko modrosti in sodelovanja. In tu bomo morale parlamentarne stranke pokazati, ali to modrost in to sodelovanje zmoremo. In prav gotovo, da ima Pozitivna Slovenija tukaj veliko odgovornost in da mora sama pri sebi razčistiti to vprašanje za gospodom Zoranom Jankovićem. To je predvsem njihova odgovornost, njihova interna zadeva, pa tudi njegova osebna odločitev. Mislim, da podobno, kot sem rekel za gospoda Janšo, da če bi se umaknil, bi se pokazal kot državnik, kot velik človek. Mislim, da bi se ta trenutek tudi gospod Janković, če bi se umaknil z položaja predsednika, kar je nekako naredil na pol in neprepričljivo, vsaj za javnost neprepričljivo. To nas ne prepriča, ta zamrznjeni status. Če bi se on v celoti umaknil za mesta predsednika stranke, bi naredil, mislim, da tudi državniško potezo in bi odprl to možnost za dogovor. Ampak tu nekako situacija gre bolj na roke, glede na trenutno stanje in stališča teh posameznih strank in Desusa, koncev in Ljudske stranke, da gre bolj na roko Janezu Janši oziroma vladi, tudi če bo do februarja, mislim, da naj bi izstopili ministri Desusa in pa Ljudske stranke, da gre na roko tej soluciji, da bo pač vladala neka manjšinska vlada s 6-5 ministri. Danes mislim, da ravno, da naj bi finančno ministrstvo prevzel sam Janez Janša ali pa mislim, da še ena kadrovska rešitev se ponuja za vodenje ministrstva. Kako to komentirate? To se pravi, se bojo prevzeli te funkcije od ministrov, ki bojo stopili? Ne vem, gledajte, pa tudi mislim, da to razmišljanje, ali gospod Šircelj, mislim, da so situacija gre na roko Janši ali gre komu drugemu na roko. Bojim se, da trenutna situacija predvsem ne gre na roko ljudem v tej državi. Vsak dan nadaljevanja te vlade, ki postaja manjšinska, ki je izgubila kredibilnost, je velik problem. In to je popolnoma napačna ocena gospoda Janše, da je konec mandata te vlade katastrofa za Slovenijo. Narobe, nasprotno, nadaljevanje te vlade je katastrofa za Slovenijo. Ker je izgubila kredibilnost in ker je manjšinska in ker ne bo imela več ustrezne podpore v parlamentu. In razmišljanje, torej ta pozicija, da pravzaprav je vse vezano in vse odvisno od enega človeka in da je pravzaprav vsaka kritika enega človeka, predsednika vlade, pravzaprav rušenje države, je izjemno napačna in je v bistvu nevarna.
to razmišljanje v stilu država, to sem jaz, ne, l'état c'est moi, to nam je znano iz obdobja Ludvika XIV. To ni državniški način razmišljanja. Ne bo se država sesula, če ne bomo imeli več vlado Janeza Janše. Ampak oni z istimi argumenti, kot ste vi prej omenili, mislim, tega mislim, dogovora s Hrvaško, ratifikacije, Ljubljanska banka in še nekatere druge stvari, z istimi argumenti pač Janez Janša argumentira, zakaj more ta vlada nekako ostati do predčasnih volitev. Zadevo s Hrvaško mora rešiti vlada, ki bo v danem trenutku na poziciji, in mora rešiti državni zbor predvsem, kajti ratifikacija hrvaške pristopne pogodbe v končni fazi odločitev državnega zbora, in tu je treba apelirati na modrost vseh parlamentarnih strank. Na modrost vseh. To zadevo moramo rešiti, ne glede na to, kakšna bo politična situacija v državi. Politično situacijo v državi moramo pa v čim krajšem času spraviti do točke, ko bomo ponovno vzpostavili dve stvari, ki nam najbolj manjkata ta trenutek. Kredibilnost oblasti, torej zaupanje v državo, v državne inštitucije, v vlado, in pa politična stabilnost. To dvoje nam manjka. In veste, to zaupanje je pa elementarni pogoj za vse. Za sožitje v državi, za gospodarstvo, za vse. Konfucij je pred 2500 leti zapisal, da je za sožitje v družbi najpomembnejše zaupanje ljudi v tiste, ki jih vodijo. Bolj kot ekonomija, bolj kot vojska, je dejal filozof, je pomembno zaupanje ljudi v tiste, ki jih vodijo. Razmišljanje vaših dveh ministrov, gospoda Šušteršiča pa gospoda Pličaniča, podobno. Mislim, zdaj pred dnevom ali dveh je bilo neke hude krvi, ker so bile objavljena zahvalna pisma Janezu Janši za to sodelovanje vlado. Kako ste vi gledali na ta zahvalna pisma, oziroma je njihovo razmišljanje ministrov isto kot vaše? Ta odstopna pisma so bila vljudna in dostojna gesta, kot se za ljudi spodobi. Jaz mislim, da je prav, da ste se na tak način poslovila iz vlade in se s tem strinjam. Odločitev o izstopu iz koalicije in odstopu nas treh, torej mene z mesta predsednika parlamenta in Šušteršiča in Pličaniča z mest ministrov, je bila na svetu naše stranke sprejeta soglasno. Čeprav seveda ministroma ni bilo lahko. Ona sta vključena v težke projekte, veliko energije sta v to vložila, veliko dela sta v to vložila, in to, da sta se bila sposobna postaviti miselno nad ta okvir svojega dela in svojega ministrstva, da sta bila sposobna videti širšo sliko, širši problem, kaže, da sta velika človeka. Izjava ministra Šušteršiča, ki je dejal, da so stvari v življenju, ki so pomembnejše od ekonomije, ki je v bistvu postavil integriteto, etiko, pravno državo, zaupanje v državo nad ekonomijo, je legendarna izjava. Ta se bo še velikokrat ponavljala in pojavljala v medijih, v javnosti. Še posebej, ker je paradoksalno, da je tako rekoč istočasno katoliška cerkev pa vrstni red obrnila in je postavila reforme in ekonomijo nad elementarno zaupanje in etiko javnih funkcionarjev. Zakaj mislite, da je to naredila v bistvu? Dajte, ne bi o tem špekuliral, vendar tukaj imamo pač različne presoje. Državljanske listi so bile reforme zelo pomembne in nam ni lahko izstopati iz te koalicije. Bile so na svetu težke debate, dolge debate, veliko je bilo spraševanja, toliko dela smo vložili, neprijeten občutek je, ko to zapuščamo, vendar smo na koncu po dolgih razpravah popolnoma nedvoumno ugotovili, da je tisto, kar je najpomembnejše, prav to, zaradi česar je državljanska lista nastala. Čist način vladanja. Zdaj, če bo prišlo do te nove večine, o kateri vi govorite, a bosta gospod Šušteršič pa gospod Pličanič ministra v tej novi vladi, ali kako si predstavljate to prehodno tehnično ali kakorkoli že jo imenujemo, ali vlado narodne enotnosti, ali mislim,
Kako si predstavljate, ali bodo tu v tej vladi ministri, strankarski ministri, ali boste zaupali mandat nekomu pač zunaj tega kroga in mu dali možnost, da si bo sam sestavil kabinete ministre? Če bodo izpolnjeni pogoji za oblikovanje vlade preko konstruktivne nezaupnice, enega od pogojev sem že povedal, se nanaša na pozitivno Slovenijo, potem je seveda pogoj dogovor o ključnih projektih, dogovor o imenu mandatarja. Potem mislim, da bi morala biti to predvsem vlada, ki bi uživala visoko stopnjo zaupanja med državljankami in državljani. To se pravi vlada z izjemno kredibilnim mandatarjem, s človekom, ki bi mu vsi zaupali in ki po možnosti ne bi prihajal iz političnih krogov, in za zelo kompetentnimi ministri s kompetencami in integriteto. To je tisto, kar bi vladi dajalo kredibilnost. Pa bi se stranke, mislite, odpovedali temu, da prihajajo iz njihovih vrst, oziroma če bi mandatar dal pogoj, da si bo svojo ekipo postavil in bo sam zbiral? Ali mislite, da je to znanstvena fantastika v Sloveniji, ali je to možno v bistvu? Ne? Kot sem rekel, potrebno bo veliko modrosti, vsaka stranka bo morala biti sposobna stopiti kakšen korak ali pa pol koraka nazaj, če bomo želeli najti neko rešitev, ki bo recimo opcija zaradi tega, ker ne pride do predčasnih volitev. Kakšno je pa, vemo, da ste pač podprli gospoda predsednika Boruta Pahorja na predsedniških volitvah, ne, in verjetno z njim tudi debatirata o tej situaciji. Kakšno je pa njegovo stališče, oziroma vemo, da pripravlja pogovor strank, predsednikov strank oziroma vodstev vseh strank, in kaj pričakujete, kakšno je njegovo stališče do tega? Mislim, sicer ga je javno pojasnil, da nikogar ne misli pozivati k odstopu, ampak da bo pač povabil stranke na pogovor, ampak vendarle, mislim, se verjetno bolj podrobno pogovarjate o teh zadevah. Seveda, vendar tistega, kar se pogovarja na štiri oči in česar on sam javno ne skomunicira, seveda ne bom njegovem imenu jaz. Vam je pa znano, da je gospod Pahor usmerjen v to, da bi našel čim širše politično soglasje za neka ključna vprašanja, ključne projekte Slovenije ta trenutek, in pa znano je tudi, da je zaskrbljen zaradi situacije, da je zaskrbljen zaradi težkega poročila Komisije za preprečevanje korupcije, da je zaskrbljen zaradi politične krize, ki jo je to poročilo v bistvu povzročilo, da želi čim hitrejšo rešitev in prehod v politično stabilnost. To so njegovi glavni cilji in prepričan sem, da bo v naslednjih tednih pripomogel k temu. Pa spomnil bi, da je podobno kot je moje razmišljanje, tudi gospod Pahor, gospod predsednik, pozval predsednika vlade, gospoda Janšo, da bi bilo primerno, če bi šel v državni zbor preveriti zaupanje. Vam v teh pogovorih gospod Pahor ni očital tega, da ste pač zahtevali odstop predsednika vlade oziroma zaradi tega poročila? Mislim, ste se kdaj na te... Ne, ničesar mi ni očital. Moram reči, da smo za te odločitve v Državljanski listi dobili zelo veliko podpore, ogromno pošte, mailov, sporočil, pri katerih me je ena stvar zaskrbela. Ne? V mnogih teh sporočilih je bilo napisano, da spoštujejo naš pogum. Ne? In sem se vprašal, v kakšni državi pa živimo, da moraš biti za to, da potegneš neko potezo, ki je prava in v katero verjameš, da moraš biti za to pogumen. A to pomeni, da imajo ljudje občutek že, da živimo v strahovladi? Zelo pomembna se mi zdi tudi mednarodna podpora. Veste, edina, res jasno, bilo je nekaj posrednih reakcij iz tujine. Edina zelo direktna reakcija iz tujine pa je bila podpora, ki jo je izrecno Državljanski listi izrekla Zveza evropskih liberalcev in demokratov. Sir Graham Watson kot predsednik te zveze je dvakrat pozdravil načelno potezo Državljanske liste in tudi sam sem se z njim pogovarjal, pa tudi s podpredsednico te Evropske liberalne družine,
in oba sta rekla, da gre za pravo, bi rekel, načelno in za zelo evropsko potezo, da v bistvu s tem postavljamo evropske standarde. Zdaj, ko so bili pri mednarodni podpori, zanima me, verjetno ste se pogovarjali tudi z gospodom Musumelijem. On je nekako vendarle, če gledamo, je podpiral nastanek te koalicije v tej sestavi takšna, kot je. Mislim, je vsaj v teh izjavah in tudi nenazadnje je bil navdušen nad zmago Boruta Pahorja. Kakšno je pa zdaj njegovo stališče, v bistvu glede tega konkretnih zadev, oziroma ali, mislim, če vas direktno vprašam, ali ima sedanja vlada podporo ameriško ali pa recimo, kaj zvemo, verjetno poznate tudi, kakšno je stališče Angele Merkel, ali pa glede na to, da ste bili predsednik državnega zbora, ste vendarle imeli stik s tujimi ambasadorji, pa poznate stališča tujih ambasadorjev, ker ne nazadnje precej se špekulira o vplivu tujine na dogajanje v Sloveniji. Tuje države, tudi ZDA, se seveda v naše notranje zadeve ne vmešavajo, ne bodo vmešavale in uradnega stališča glede tega ne bodo zavzele. Tudi ambasador Musumeli ne. Ampak verjetno pa ima neko stališče glede tega rešitve situacije. Osebno je gotovo ima neko stališče in ga lahko tudi neformalno izraža, vendar uradno zanesljivo ne bo šel v to, da bi se vmešaval v naše notranje zadeve. In kadar se jaz pogovarjam z gospodom Musumelijem, imava to stvar popolnoma razčiščeno. Torej, on nima nobene pravice, da bi se vmešaval v slovenske notranje zadeve in sam kot predsednik stranke ali pa kot predsednik parlamenta seveda nobenega tujega ambasadorja ne bom spraševal, kaj naj storimo, kaj naj stori moja stranka. Te stvari morajo biti popolnoma razčiščene. Ambasadori so tukaj zato, da skrbijo za dobre odnose, gospodarske in politične, med Slovenijo in njihovo državo. Ampak verjetno pa poznate, kakšno je, mislim, nekaj je bilo tudi izjav gospoda Musumelija okrog te poročila protikorupcijske komisije. Mislim, da je tam bi rekel, da ne verjame v zaroto, oziroma mislim, da je podprl predsednika. Zdaj ne, verjetno vi bolj poznate v bistvu. Ja, te izjave se spomnim, da je nekako podprl delo Komisije za preprečevanje korupcije. Ja, to je dejansko izrekel in mislim, da je to prav, oziroma tudi, če tega ne reče gospod Musumeli, mi moramo državne inštitucije v Sloveniji pač spoštovati. Če politiki ne bomo spoštovali državnih inštitucij, če bomo mi cinično in žaljivo nastopali v razmerju do državnih organov, do sodišč in tako naprej, ja, kako pa lahko potem od državljanov pričakujemo, da bodo spoštovali policijo, sodišča in druge državne inštitucije? Politik mora tukaj pokazati zgled, dober zgled. Jaz predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih. Velja.